Kako pa potekajo, rečemo, skozi vsa ta leta, v bistvu si najbrž zelo dobro napredovala. Kako so pa treningi v bistvu potekajo tvoji? Ker jaz sem te parkrat sem te videl na kolesu, zdaj sem toliko malo na kolesu, da te pač ne vidim. Ampak kako pa rečemo, kakšen je tvoj, ne vem, v začetku sezone ali pa rajš takole med tekmami, kako treniraš? V bistvu jaz sem že večino let trenirala z Gorazdom Penkom. Vmes sem imela tudi v UAE dvakrat drugega trenerja, tako da tle so se treningi malo sigurno razlikovali. Po zimi so tisti neki standardni treningi, zdaj pa, kakor sva rekla, recimo med dirkami, recimo letos mi je uspel priti do neke pripravljenosti, ki je kar visoka in jo skušam držati. Kakor sem prej omenila, nimamo toliko štartov, mogoče je to po eni strani v redu, ker sem v bistvu lahko sveža in se nekako ne skuram čist do konca, tudi če vseeno toliko težji trening naredim. Tako da najboljša kombinacija mi je res, če imam enkrat na 14 dni dirko in takrat vmes v bistvu sploh ne rabim ne vem koliko težkega treninga. Ker dirko, pač vsaj te dirke do zdaj sem vse maksimalno dobro odpeljala, potem po dirki sledi nekaj dni počitka oziroma bolj regeneracijske vožnje, potem se naredi 3, 4, 5 treningov in že je dirka. V bistvu je to tudi neka kombinacija, ki mi najbolj odgovarja in takrat se tudi najbolj počutim, najbolj sem pripravljena in v bistvu iz dirke v dirko tudi malo napredujem. Kje pa je mogoče, drugače, kako pa se začne, je lahko tvoj trener nekdo, ki te ne pozna dobro? Jaz mislim, da ne. Se pravi, ko si bila v UAE-ju, si dobila drugačen trening, tista oseba te ni poznala, so bili to neki generični treningi za večino punc, ali je imela vsaka nek svoj individualen pristop, kako je to potekalo? Na koncu smo v bistvu ugotovili, da so pač te treningi, da je veliko punc imelo v bistvu skoraj podoben plan treninga. Te treningi so bili v bistvu napisani na papirju oziroma na Training Peaksu. Tisti trenerji nas nekako niso mogli biti skozi zraven nas. V bistvu nekako trener, jaz mislim, da te more tudi, še ne vsak dan sigurno ne, ampak vsake toliko časa te more le videti. Ker lahko on napiše na program, ne vem, 250 do 280 vatov, ti se pa tisti dan mučeš, noge ne grejo, gledal boš samo številko in se boš v bistvu lahko hitro preteral. Velikrat je tako in tudi dobiš napisan program, toliko in toliko ponovitev, toliko vatov in pač nekako si primoran to narediti. Tudi če se mogoče ne počutiš dobro, sicer te vpraša že tako, vsi ti trenerji so mogli recimo tudi poročati naprej. V bistvu, kaj je tekmovalka naredila, koliko procentov je izpolnila predvidenega plana in tukaj si je bilo hitro malo tako, So bile tudi, ne vem, punce, ki so že januarja me iz ekipe klicale, pa so rekli, če se jaz tudi kaj utrujeno počutim. Se pravi, kakor da bi skoraj da ne delali v bistvu treninge s premalo počitka ali prezahtevne treninge? Velikrat je tudi tako, da oni pač ne upoštevajo, ne vem, že same vremenske razmere. Recimo, pač nekako ne moramo biti vsi, ne vem, celo leto na Kanarskih otokih. Jaz mislim tako, da hiter je pač lahko preveč, in tukaj je tudi odvisno od vsakega posameznika. Nekdo pride prej v formo, nekdo rabi tak trening, nekdo rabi drugačen trening in če te v bistvu tle ta trener nekako ne pozna ali pa ne zna na pravilen način, ne vem, spremljati, je tukaj hitro lahko kakšna težava se pojavi. Pa to so bili kakšni trenerji, ki so prišli iz moških vod, ali je bilo to pač neki novi trenerji, ki so... Recimo pri nas mislim, da te trenerji, da niso prišli iz moških vod. Ampak danes pač je lahko dokaj hitro vsak trener postane, malo številke naštudira. In takih tudi je kar nekaj in tukaj pač nam so dodelili recimo trenerje, ki v bistvu se ne moram reči, da je bilo zelo, zelo slabo, ampak ni bilo pa to. Se pravi, v bistvu ste takrat
skoraj da ne vse dosegale slabše rezultate, kakor pa v prejšnjih letih, ali so bili rezultati pa dokaj ok? Ja, recimo ni bilo, da bi rezultati ful poskočili gor, recimo, ne. Pač ne moram reči, da smo bile slabe, ampak tudi ni bilo recimo take razlike, da bi bil kar naenkrat večji preskok. Okay, se pravi, A ne? tudi če ste dobili, rečemo, support zelo dober, to, kar si Ja, prej omenila, kolesa, spremljevalno ekipo itd. Se pravi, v moji glavi to pomeni, da ste mogoče z malo bolj, tudi mogoče malo bolj spočite prišle tja, mogoče malo manj ste imeli same zaskrbeti za določene stvari. Že sam na podlagi tega, če bi vse ostalo isto, bi načeloma mogli imeti boljši output, ne? Ja.